nares lutko, ki je mrtvi terorist v teh časih, to moraš imeti taka jajca, da si to upiš. Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan, dobrodošli nazaj na boljši podcast Slovenije, želim podcast, like, comment, share in subscribe. Danes z vami je Rimanič, Jure in Jure. Koga imamo danes naši? Ja, danes je na naši desni Lucija Čirović, ki je igralka, ventriloquistka, Bravo. To je vadno. tekaš, tudi, kaj bi rekli še, voditeljica, stand-up komičarka, Lutkarca. lutkarica. Jaz sem mislil, da ventriloquist in lutkar je ful podobna stvar, ali Je, ni pa nujno je povezano ali ni? Je povezano. Je in ni. Ok, lutke tudi govorijo. Same. Ja, ma to je to ne rabiš ti, Torej, tako je. to lahko normalno ti govoriš in jih tam malo... Tudi. Mogoče mikrofon bi bilo dobro, da je tako. Ja, da Malo si ga bliže. prav pred usta. Še pred usta. Tako. Ja, kar se ga premaknite. Evo. Tako. Ko pa gledaš, okej. ti ko gledaš tukaj, ga imej tako še Ja, lej. bolj boče Aha, spredaj. okay, prav dejansko Tako, ja. Ja, Tako. leko je to gibčno. Vidim, ja. Torej, tako je, z lutkami je tako, da je lahko lutka, si ti kot lutkar skrit, pa te sploh ni, tako sem jaz recimo bila pri Ribiču Pepetu, seriji otroški. Ti si kakadudu, ne? Yes. Jaz sem kakadudu, jaz sem super faca, nisem jaz navaden tič, nisem kašna raca. To je bila ena pesnica njegova, ena kitica. Glavno, torej, tam sem je skrita in nisem lutka vidna. To meni, da kaj jaz počnem z usti, je vseeno, važno, kaj počnem z glasom. Pol imaš drugo verzijo, da se z lutko pogovarjaš in to funkcionira tudi, če primikaš usta. Ja, valjda, ja. Kar tu mi dva s kolegom, Boštjanom Štormanom, ki va gledališče iz desnega žepka, počneva. Ker je veliko likov, kakšen ga igram jaz, kakšen ga igra on, lutko predstavlja pa druge like in včasih si v interakciji z lutko. Ne? In v tem primeru se pač, če je to lutka, ti pač normalno daješ glas lutki in se ti z njo pogovarjaš. Edino, kar moraš paziti, je, da ko ti govoriš, gledaš lutko, ker je seveda obraz živ, z živimi očmi je bolj zanimiv, ne, kot pa lutka. In funkcionira. Poje pa nadgradnja tega pa je, da pa govoriš tako, da rečeš karkoli, da se to ne zidi. Ja, da ne odpiraš ust. To je pa Ne? ventriloquizem. Aha. In ventriloquizem lahko izvajaš tudi, če ni lutke. Ne. Tipo? Ja. Da recimo bi jaz rekla, nekaj niš, da bi hotela, da bi normalno pozdravila, bi vas hotela hecati, da nekaj ni naštemano. Z zvočenjem bi rekla, živijo. Halo. Ne dela. Čakaj, ima res nekaj ne dela. A ne, recimo, tudi tako nasuh ali pa. Tudi za mik znam, ne. Dej, da se bo naš editor malo zafrkaval. Aha, ja. Torej, recimo, živijo, bi rekla tako, da rečem živijo brez glasu, torej, in potem ventriloquistično živijo. Okay, Potem, če to povežem, dobim lahko zamik kot v filmu, veš, ker zvok ni čist z glasom, oziroma zvok ni z odpiranjem ust igralcev. In bi lahko rekla, naprimer, lahko rečem tudi tako. Recimo. Ja. Okay, hudo. In take fore. Pa imaš pa take nadgradnje. Ali sam s sabo se lahko pogovarjaš po telefonu. Kaj tebi najbolj všeč od tega? Meni je vse fajn. Fajn mi je predvsem, ker vidim, da funkcionira. Da občinstvo nasede. Recimo, zdaj sem imela, kdaj se mi tu vrtimo? Zdaj, čez en teden. Čez en teden. Torej, prejšnji teden sem imela nastop, že 2 tedna nazaj. Za eno otroke, oziroma mladino, recimo temu, višje razrede osnovne šole. Kaj? In sem jim pokazala, torej lahko govorim tudi kot sama sabo po telefonu. Ne? In ker to se da. Pač naredim tak glasek, da recimo mi zvoni telefon, samo. Halo? Čau. Tlele glikar snimam. Sorry. Okay. A ne, tako mihin glasek. Ja. Sem njim naredila tako, da sem rekla, da je nekaj Jože me klical, kao stari, kje pa si, pa sem rekla nastopam. Kaj? Lahko pa pozdraviš občinstvo. Pa sem dala namišljen telefon in kao pozdrav. Kako ste? In tako, so slišali? So slišali, ja. Boš videl, da so slišali. Bom rekla, da te pozdravijo. Samo, počak, poslušaj. Dajte reči si živijo Jože in tako cela dvorana. Živijo Jože. Na nekaj, česar ni.
In take stvari so mi ful dobre. Meni sem res dobro naredil. Sej, verjetno, ko si malo bolj daleč od tebe, je to še ful manj vidno. Ne? Recimo zdaj mogoče, ko smo mi tako blizu, malček se vidi. Ne? Ampak ko si pa tako 10 metrov stran ali pa 5 metrov stran, je pa že nevidno. Ne, sej, meni ni težko. Rečem, lahko pogledaš, kako to zgleda, se lahko tudi pogovarjam normalno. Z vama, s tem pa, da če ne bom spremenila glasu, se bo slišalo, da je nekaj drugače, zato ker pač imam zademfan glas, zaradi tega, ker pač ne smem premikati ust. Torej, če se začnem pogovarjati, evo, to zgleda tako, z novim glasom in moram, takoj se vidi, da dol besede to časneje zgovarjam, zaradi tega, ker imam težavo seveda z BPM, ker BPM rabijo to, torej tiste moram nekako izgovoriti, da grejo nino, a ne. Nino je zelo težka. Najtežja slovenska je, to je pomembno, ki ima in P, in M, in B. To ne gre. Gre do mere, da lahko rečem, recimo, bom s svojim glasom, to je zelo pomembno. In se sliši. Tudi prepona kar trpitle, verjetno. Ful mora delati. Ampak rajš pa rečem rewriting, ki je ful uporaben tle, torej to je nujno. Pa je ful lažje pa tako. Imaš vedno neko alternativo za besedo, ne? Je pa ful dobro fora, ker ljudje so včasih kar tako malo spuk izgleda, ker sem čist primer pa še vedno govorim. Sveda se tako, prej se to naučiš, jaz sem se naučila, sem bila že kar stara, koliko je to čez 40. To pomeni, da ne morem čisto natrenirati telesa, tako kot na stara leta ne moreš zdaj, ne vem, postati, ne vem, kakšen atlet. Do neke meje, ja, ampak vseeno telo se in mišice in telo se postara in nima več to kondicije kot včasih. Če se ti kot otrok to naučiš, se lahko ne premika nič. Res? Ja, obstaja eden, Paul Zerdin, Zerdin se napiše, on je zmagal na America Got Talent. Drugi je bil on. Prvi je bil Terry Fator, to je enka njegove lutke pojejo po naše znane pevce. Pol čez 3 ali 5 let je bil ta Paul Zerdin, ki je Anglež, on ima pa to foro, da ima srajco razpeto in tako ga gledaš v vrat in se mu nič ne premakne. Ampak on lahko s svojim glasom govori, pa ni slišati. To je totalen trening. Wow. Ta tretja je pa Darcy Lynn, je pa ena deklica, ki njene lutke tudi pojejo, pa različne žanre. Ne? No in ta Paul Zerdin ima to, da se njemu čisto nič ne vidi. Fuck. Jaz sem probala najprej skrivati, tako da se ne vidi, ker tle gor že gre, ampak tle se pa začne premikati. Ne? Pa so mi rekli na ventriloquistični konferenci, ki sem bila v Ameriki, pomembno je, da se ne premika od čeljusti gor. Kaj se dogaja spodaj, naj vas ne zanima, ker to je pomembno. Vsi gledajo obraz, več ali manj, ne? In je dejstvo, da doskrat go reče, mi pa tebe gledali v usta. Poprije pa recimo koko, lutka in pol pozabijo mene gledati. Če to živo, pol se prepustiš, ne? Se to je malo tudi kot tale iluzija, malo je povezano s čarovništvom, ne? Zelo pogosto se zgodi, da so ventriloquisti čarovniki in obratno. Tega, ker je to fora. Isto, ko ima čarovnika, tle bo to zbilno, tega že dolgo ni več tam. Je tle ista fora. Ti v resnici na nek način, na prijazen način natiguješ občinstvo. Zamotiš malo. Delaš iluzijo, da to govori, ne pa jaz. Ne? In zelo fajn je to, če to pokažeš. Če zlomiš spravim to iluzijo, da se kaj nepredvidenega zgodi ali pa da je napačen glas. Jaz imam eno predstavo za otroke, ki se imenuje Zmešnjava iz kovčka, imam 3 lutke in vse 3 pojejo. In se zgodi, da sem utrujena in potem napačen glas. Se levčoko glas, izžabicinim glasom. In potem včasih grem kar dalje, včasih pa se vstavim, pa me lutka pogleda, ko. Veš, ko lutka lahko tudi brez da kaj reče, lahko ima tudi telesno govorico. In ful simpatično izpade. Najboljše pa bilo, ko se je zgodilo že 2-krat, da sem nastopala. Prvič je bilo tako, da je bil nastop z eno manjšo grupo, še čisto na začetku. In na začetku sem jaz pazila, da je koko vedno stal na nečem in da sem jaz drugo roko imela frej. To pa zato, ker te roke, to ni moja roka, ne obstaja. Jaz jo imam v njemu, to pomeni, da je tako, kot da sem tako. Tle pa lik zraven mene. To je moje roke ni. Torej je ta roka tak, poudarja to iluzijo, da je nekaj pa dej, pa imam list v roki, pa ga udaram, pa mu zaprem, karkoli. Torej fajn, da imam to roko frej. Zdaj se seveda upam, da imam lutko tako. Pa se da marsikaj narediti. Takrat pa nisem hotela. In pridem nekam nastopati, če imate on mikrofon na glavni, imamo kravatnega, ono je tu lilo, kot svina. Imate navaden mikrofon, imate stojalo, nimamo. Ok, sem znajdla. In zdaj prvi del stand-up naredim,
s tem. V roki vse normalno, drugi del pa rečem enemu gospodu, a bi vi bil tako prijazen, pa mi držite mikrofon. Nobene fore ni za tem, ker komiki, veste, da včasih tu izkoristimo. Da neka fora, ja. Nekaj unga zabavaš, reveža pa to. Ampak se ničesar ni, samo nimam stojala. Pa rekel gospod, v redu. Je dal lutki pred usta. Postavil se je ob mene in prej kot 2 minutah najprej meni, pa lutki. Pa meni, jaz sem bila ka Stevie Wonder, sem lovila tisti mikrofon, razumeš, tako gram. Pa sem videla, da ne bo nehal. Ker ni vrtno gospod, tu se jaz govorim. Pa je bilo, a ja, pa res. In največja fora, da vsi, ki so gledali, so bili, a ja, pa res. Ni mi bilo logično. In to pomeni, da sem zmagala, ne. Sem jih... Vse nekako vsi vemo, da to ni res, se nekako prepustiš in ti je ful boljše. Pa je ful fajn, ja. Mislim, če padeš notri, to je isto s čarovnijo, ne. Se ti gledaš, oni dela vse drugo lahko zraven. Padeš not, ne veš, ne. Padeš not. In je res veščina, je tako, kot tle, pa v njih pa tudi, ne. Da sem to, kar skrije, da tako hitro skrije in tako neopazno. Tu včasih, jaz sem gledala v Mariboru ene čarovnike, pa sem tako, jaz pa čarovnike sem, nisem za neki fan. Stari tip je ne vem kva naredil in sta 2 pava zletela čez dvorano in so bila, what? Tako, ni mi bilo, še zmeraj mi ni jasno, kako je to naredil. Ok, goloba nekam še slačeš, pa kam narediš s tem pavom? Res je bilo fascinantno. Velik rokav. Kaj je že oni film, ki je kao Tesla? Ne, Prestiž. Prestiž, Liza sem gledal Prestiž. In je ko v bistvu sta 2 čarovnika, ki se ful med sabo dajo, kdo bo najboljši. A sta brata celo? Mislim, da ne. Aha, okay. Mislim, da to je pa neki Nikola Tesla, so ga šli k njemu, verjetno si že gledala ta film. Ne? Ja, mislim, da sem ga. In v glavnem, ampak recimo s temi golobi in to je bilo, ne? V bistvu oni golobi so umrli, ne? Notri, ko so delili te trike, ne? Tako da zdaj ta s temi pavijo, pa da niso te pavi umrli. To si ful slabo povedal, jaz sem gledal 2 tedna zdaj ta film. Fora bila v filmu, v triku, da pač je imel kletko in ko je kao naredil čira-čara kletke ni, pač ptiča je tič zmastil. In kot ga je zmastil, je to se potegnilo njemu nazaj v rokav. In pol zginilo vse, ne? In pol nekje druge, pa imel drugega ptiča, ki je isti in, evo, ptiček prišel ven. Tako so včasih delali te fore, ne? To nisem gledala, ker če bi si zapomnila. No, in zdaj je pač rekel, ne, jaz mislim, da imaš pava, kam daš pava, ne? Ne, je bilo pa, ki je rekel tako, no, ki je imel 2 ptička v roki, je rekel, no, zdaj si ta, danes boš ti nesrečni, ne? Veš, vsakič je bilo en je umrl, ne, od teh 2 ptičkov, tako da. Pri tebi, tvoje lutke so vse žive? Vse žive. Sicer sem gledala, kako ta malo razpada, bo treba kaj popraviti, ker to je vseeno materialne. Kako pa se, torej, ti tudi sama izdeluješ lutke? Pravzaprav ne. Kokota sem naredila sama, ker je bil to del projekta. Jaz sem upisala magistrski študij na AGRFT-ju, oblike govora. Se imenuje ta smer, na katero lahko greš tudi, če nimaš prve stopnje. Ker na igro ne moreš iti. Moraš biti igralec pri njih, prva stopnja, pa greš lahko na drugo. In se imenuje oblike govora in sem mogla narediti magistersko in se kaj, če bi delala pač oblike govora kot ventriloquizem, pa bom šla čez cel proces. Torej, moja magisterska napisana tako, kaj se meni dogajalo ob tem, ko sem se učila to, ker sem si dala, zmogla sem se to naučiti, zato ker sem si pustila, da se lahko ne naučim. Torej, moja magisterska je bila zastavljena tako, kaj se bo zgodilo. In če bi na koncu rekla, jaz se tega nisem naučila, bi pošteno se napisala, probala sem to, ni šlo, tako da it's not for me, kakorkoli. Pa sem se v resnici na koncu, ne. Sem šla pa čez cel proces, torej opisala sem in stand-up, ker je zelo podobno stand-upu, ne. Opisala sem, kaj se na svetu dogaja, najela sem enega čarovnika, ki nekaj malega pri nas tu počne, da sem imela Slovenijo in tudi lutko sem si sama naredila. In sem opisala predmet lutkovna tehnologija in sem bila prav lutko na gledališču v Ljubljani in so mi tam pomagali tisto, ne, tudi tako, jaz, lutka, pa treba pa paziti, pa bom kaj sfalila, pa me ne bom tako gleda. Zalimaj to nogo noter, veš, ko zdaj lukno si naredil, pa si zalimal noter, ampak je bilo, on sekundno lepilo, si čez prepočasi noga ostala tako. In se mi je tako zgodilo eno, kaj sem zdaj naredil? Zrečil vam, kako? Da sem vzel nož pa v lutko noter, da sem, Ja, ki skoraj ga imaš za pravega, ne? Tako, ja, pa ni, to je material, ki ga treba čuvati, ker ne moreš ti umetati ob tla, ker se umaže, ker se unič, ker imaš težave. Kakšen je proces, da narediš lutko? Najprej je fajn, da imaš skice. Da veš, kaj dela. Je bila zadnja mogoče prva ideja, kakšna bo predstava, ali ne? Ne. Prvo narediš lutko, ali kako? Ali to je bil tvoj proces? Kako si prišel do tega ptiča? Zdaj, tako moj kolega, ki dela predstave Gledališča iz Desnega žepka, najprej si zamisli, kjera predstava bo, najde tekst, ga priredi, ker navadno so vse te pravljice predolge, preširoke, vsega ti moraš nekaj izluščati pa to uporabiti. Potem si izriše vse lutke, ki bodo,
jih naredi, pa si se misli približno sceno, pa začne delati, pa spotoma ugotavlja težave in spreminja in navadno zmanjka časa in potem kakšnega dela scene nikoli ni. Ampak tako neko je njegov proces. To dela lutkar, mislim, kako se reče temu poklicu, kje je to? To je nek režiser za gledališče? V gledališču z Desnega žepka je Boštjan tak, ki je režiser, je ki je scenograf, ki sceno naredi. Ne samo te scenografke, tako je, v velikih gledališčih imaš scenografa, ki izriše pa domisli. Pa imaš pa one scenske delavce, ki to naredijo. Pa imaš pa one scence, ki to postavljajo pred predstavo. Pa imaš pa nekoga, ki je kostume naredil, kostumograf jih je naredil, doskrat samo izrisal, pa je Šivilja to naredila, pa tako naprej. Imaš različne poklice. Pri nas je to ena oseba. Torej Boštjan je vse. Ker je manjša produkcija. Tako, so samo dva, torej on začne stvari, potem pa jaz pomagam. Torej, pofarbaj to in jaz to ufarbam. Zbi to, naredi to, tudi se zgodi, da na koncu mu zmanjka pri tekstu, pa se mi navsedeva, pa začneva že z vajami, pa preko likov ugotovijo, kakšen je konc. In se zgodi čez, 50 ponovitev, ugotovijo, kaj če bi tle malo drugače, ker se skaže, da otroci na nekaj bolj reagirajo. To je cel proces, ta profesionalni, bom rekla, čeprav gre za eno ali pa dve osebi. V mojem primeru je pa tudi tako, da jaz sem zelo dober izvrševalec. Jaz bi imela ful več predstav, ki bi si rekla, tu naredila, pa tu. Pa sem tako, ne vem, kaj bi. Čakaj, bi zdaj to? Ker ti v resnici moraš biti zelo kreativen, pa tudi pogumen pri teh stvarih. Moraš se lotiti. Jaz sem rabila, 2 leti, da sem tega kokota naredila, Boštjan naredi lutko v 3 mesecih. Pa je veliko dela, a ne? Torej, pride pa naredi, jaz sem pa tako, za vsak šivček. Zakaj pa, mislim, kaj perfekcionizem nek, ali kaj bi bilo to? Je malo strah pred tem, da bom kaj zajebala. Lutko kot tako? Ja, kakor da se ne da odrezati, pa še enkrat naredi. Veš kaj, iz tem greš ti pol v cel proces in veš, da ga boš fural en čas in pol valjda mora biti kao dobro, ne? Fajn je, da je fajn, tako, da je v redu narejeno. Kakorkol, jaz sem že tako, rabam lutko. Zdaj, pameten človek bi domislil, kakšen karakter, kaj bi temu pasalo? Jaz sem pa bila tako, ne vem, kakšen karakter, ne vem, kaj bi pasalo. Dajmo iti drugače. Veš čas to naredim, da grem iz različnih smeri. Torej, katere lutke jaz najbolj obvladam? Ker ti, ko govoriš iz trebuha, se reče po domač, prav je govorjenje brez premikanja usnic, imaš ti kar nekaj dela, da paziš, da se ti ne vidi, da se premika to. Potem moraš reagirati na lutko, ne sme biti tvoje brastko. Da se ti tako pogovoriš. Ti da moraš non-stop in unega in tebe. Ti, ko se to govorjaš, je tako, da govoriš tako in potem on nekaj reče in ti reagiraš in ti rečeš, moj glas bi rekel, on bi rekel, sem srečen, jaz sem pa besna ob tem. Torej moram spet tako faco reči pa, sem srečen. Malo kontragres. Šizofreno malo. Ampak, veš, vse to moraš, tudi nisem zgubljala časa, sem nekako, katere like bi jaz, kaj bi bilo meni najlažje s to lutko? In sem se spomnila. Kakadudo je bil ptič. V prvi predstavi z gledališča iz Desnega žepka Poklic opernice Mice je čarovnica, oziroma copernica Mica, ki ima krokarja Alfreda. S katerim sem jaz šla tudi, na otroške teke z njim, pa sem ga imela na rami. In sem pogruntala, da je ful mal dela imam, ker ptiči imajo te neke gibe. Skus neke migajo. Ful mal dela imam, da jaz tule moj ptič in karkoli se pogovarjam z vama, jaz lahko moja roka nekaj dela. In če se spomnim na mne, lahko celo fokusiram. Da ne ram preveč misliti. Pa pozabim, pa sem migam. Ker problem pri lutkarjih je, da ko lutka ne govori, ker ni v akciji, pa je lutka doskrat mrtva. To pa ne sme biti. Nek ptič ne bo. Ne bo nek ptič, ker to vem, da bo šlo, da bom lahko funkcionirala brez, da preveč razmišljam o njem, ker imam zdaj ful veliko za razmišljati o tem govoru. Prostite. Vse v redu. Imali koga? V glavnem, in potem sem določila ptiča, to je bilo prva. Kašen ptič, ne pa nekaj drugačnega. Da ni krokar in da ni nek papagaj. In pol, zakaj je na koncu pristal petelin, niti ne vem. Se ne spomnim več, ampak se ne bojem petelin, ja. In potem sem mu določila kakšen. Slovensko. Tako. Koncu Slovenija je ena kura. In zdaj pa friend je rekel, ne rešiš skico. In moja skica je bila tako na enem dolgočasnem sestanku, sem narisala nekaj, kako približno si predstavljam. Ker nijem dovolj izkušen s temi, ker Boštjan, ker nariše, on že razmišlja, kako bo to izrezal. In potem, ki izreže, zelo podobno temu. Pri meni je pa približno en. Veš. In tako. In pol pa proces je bil, da so mi dali peno, z pene je narejen, pa pravzaprav si narisal profil, pa on fas, lutke, pa si to prerisal na peno, pa si pa zrezal to s tako ono mašino, ki reže peno. Pa si dobil tako čudno kocko
Pa si pa ene škarje, ki so tako zmehno zavite. In si lepo naredil Oni so zob, temu ne? rekli, da šniclaš. Ne vem zakva. In si šniclal. Tak, in si obrezlal, dokler niso bili čim bolj okrogle oblike. Pa se pa na to napne blago, pa zašije, pa oči všiješ noter. Pa oči. In kaj luknja za roko? Zdaj, koliko je iz 2 delov? Okay. To pomeni, da spodnji del je posebej od glave. Sem hodila zato, da ga lahko obglavim, ampak je zato ni fajn. Ventriloquistična lutka je fajn, da ti nekaj razlagaš, da bo pa prišla lutka, cak, in je že tle. Jaz moram tako, ok, en del, pa glavo traja. Okay. To je minus, ampak tega nisem vedela vnaprej. Tako da sem tle v tem telesu pač naredila luknjo skozi. Ki pa še na mojo roko, čeprav sem dala en kovinski del, da bo to fajn držalo, Verjetno žuli, ne? Preozek, čas žuli, ampak sem se Ti, ko navadila. se spotiš verjetno notri, to še bolj moti, ne? Ja, ker vroče pa težko delati. Eno Tudi ventilacijo roka se notri. verjetno malo napihne not, ne? Mislim, se Tudi bi malo. se lahko, tudi bi se. Zdaj, mi z Boštjanom pri najnih lutkah rešujeva, ki je ful vroče, ki sva že nastopala, ki je v kakšni dvorani, ki je bilo 35 stopinj. In jaz mislim, da njega kar kap, ker on ima rajši bolj hladno, jaz prenašam vročino. In še to ne, na Švicem daš lutko gor, probaš dol, da ne gre. Puder za dojenčkovo ritko sva not dajala, da bi posušila. Ne. Tako da zna biti kar. Sem nastopala mesec nazaj, nekje sem naredila oder pri enem gradu. Dvorec Rakičan se imenuje, to je nekje v bližini Morske Sobote, rečemo. In je bil krasen oder. Maja tisti dan sonce nabijalo, genau vame, tako da so bili stoli za občinstvo, so bili stoli samo tam v senci, pa tam polni, pa vse okoli so bili ljudje. Tle pred mano pa nobenega, ker je bilo vroče, kot svina. No in se mi je. Hvala Bogu, da kokota dam samo enkrat na roko, pa nazaj dol, pa ne več. A če bi še enkrat bilo treba dati noter, ne bi šel? Ne vem, bi se mi začel bremzati, ja. Kaj pa notri so kakšne, kaj je notri, kakšne, kako to upravljaš pa not? V resnici je samo ta sistem. Aha, samo to, ja. To je temu se reče mimična lutka. Torej skozi telo preješ do glave, ki je... Tako, ki je takole narejena, tako kot tipična otroška lutka, to pomeni, da s tem palcem to premikaš nogavična, ko se... Tudi bi bila lahko, ja. Ampak kaj pa je razlika med to lutko in uno lutko s palčkami? Torej, v imenu, ta je ročna mimična, usta se reče mimična, ona je marioneta. Aha, marioneta je tista. S tem pa, da navadno marionete nimajo ust. Je telo. Tam funkcionira telo. Kot le telo sicer lahko funkcionira, dela marsikaj, ampak več kot to, da se malo premika, je tvoja roka gibčna, ne gre. Tam pa lahko dela marsikaj. Kaj je lažje delati z marioneto? Zame ne. Zaradi tega, ker nisem izurjena. Veliko vaje rabaš. Tam zdaj, kako to premikati, da to ni... Čeprav, meni se zdi, da bi bilo to celo teže, ne? Ta kaj? Ventriloquizem. Yes, bravo. Zato, ker tam si lutka, tle pa nisi samo lutka, tle si tudi ti, ne? To je razlika. Tako jaz gledam, ne? Tle imaš 2 osebnosti, tam imaš samo eno, ne? Če delaš to. Ali eni delajo tudi ventriloquizem s to lutko? Ne bi vedela. Dobro vprašanje. Je, ideja. Vidiš? Se sem že razmišljala, namreč jaz imam psa, ki je spravno moj najljubši kreten, ki je butl. Ne pravega lutko. Pravega. Jaz sem razmišljala, kaj če bi imela lutko, ki bi bila kot ta moj pes. In da bi bilo fajn, da bi bil na tleh, ne? Da bi bila ta. Sem bi mogla pol nekako pogruntati, se pol da to, recimo tehnologi se igrajo. Kaj je da best videti? Tehnologe v lutkanem gledališču, v njihovi delavnici. Tam imaš same stare dece, ki se igrajo z lutkami. To je tako lepo. Ugotavljajo, kako naj to izrežejo, da se bo to premikalo prav. Ker oni za vsako predstavo na novo domišljajo stvari. In mislim, da obstaja sicer kakšen vzvod, da se tudi tej lutki lahko premika. Usta? Usta, ja. Mislim, kaj bi lahko tudi brez ust, bra? Ne? Tudi bi lahko, ampak je bolj prepričljivo, če ima usta. Ker pa prevzame to iluzijo še boljše. Verjetno je še boljše, če bi bil na tleh, bi še manj fokusa bilo tle zraven, ne? To je pa res, ja. Mogoče, no. To mislim je danes, pa mogoče bi res, ja, da bi imela psa, ki bi govoril, ki bi bil na tleh. Ful dobro. Zdaj, ker se tehnologija napreduje, tudi lutkarji napredujejo, ravno ta Paul Zerdin je eden, ki uporablja animatronike. In je iluzija tam še... Čakajte, povejte, kaj je animatronik. Animatronik, mislim, da je to še najboljši izraz, je daljinsko vodena lutka. Aha. Recimo, gledala sem v New Yorku, ko sem bila 2019, oblečen v lutko. Samo to zgubi malo čar, ali? Ni nujno, lahko ga poveča. Ga lahko poveča. Gledala sem musical King Kong.
kjer se je 3 ali 4 metrski King Kong pojavi. In so lutkari zraven, ki so črno oblečeni in ko King Kong dvigne roko, so oni imeli špage in se je on sam vrgel na špago, pa se je obesil se njo in se je njemu roka dvignila. In tako so ga premikali, ampak izraze na obrazu je pa delal delinsko. Aha, ja. In to je bilo tako. In v enem momentu je pogledal občinstvo, to je bilo tako, wow, the best. Hudo. No in zdaj ta Polzardi naredi pa to, da ima lutko enega stričkota in se z njim pogovarja, pa ga pa pusti na odru in gre med občinstvo. In lutka zdaj tam mrtva. In potem nekaj razlaga, kar lutka dvigne glavo in začne govoriti. Ker on delinca. In ful dobro zgleda. Pa ima enega stričkota, ki se prepele. Kao en star stric z unom motorčkom. Pa zgleda, ko se skup še bolj živo. No. Ni pa tu potrebno, da fajn izpadijo stvari. Jaz se spomnim, jaz sem prvič videl ta način igre, unega Jeff Dunham, ki je imel unega Ahmed the Terrorist. To je tako funny, jaz se tega se najbolj spomnim. Zanimivo je, ne? On je imel zelo poudarjene obrazne mimike, ne? On je njegove obrve od Ahmeda. I kill you. Viš, prav ta oba, da je obrazna mimika. Ja. Edina stvar, kar pa ta Ahmed počne, je pa, da dviguje obrvi. In sedi. In je dost. Roke ne premika. Nič ne dela. To je, da se ne bom slučajno kaj lagala ali pa kaj pretvarjala, jaz sem fan od Jeffa Dunhama in jaz, da sem sploh začela o ventriloquizmu razmišljati, zato sem gledala njegove te stvari. In seveda najprej Ahmed sem bila, what? On je bilo full viral, določeni točki. Ja, on je bil že tako znan, z Ahmedom je pa dosegel milijonske oglede in takrat je on ne nastopa po teh nekih, ne vem, center mladih Koper. Dobro, ne rabiš zdaj tle sebe, tako ne. Ampak... Prav lušen venue, lepo prosim. Odlično. Mislim, on je ta rang, da arene napoln, 10,000 ljudi ga pregledajo. Jaz, ko sem šla gledati v Birmingham, točno za svoj rojsten dan, točno na dan, ko sta se poročila Meghan pa Harry, je tudi tako bilo, da sem prepozno karto kupila. Jaz sem bila tam, ampak on je bil tako majhen. Jaz sem ga gledala na velikem skrinu. Kot je bila na doma. Skoraj da, ne. V glavnem, pa še to je bilo, da Ahmed ni več nič kaj dosti govoril, ker je taka zvezda, je lutka, da ljudje so nakurjeni na njega, da tudi samo... Oni se smejijo že... On se reče, kill you, pa so vsi... Ja, ampak to je spet ono, ja. Veš, kaj ti naredi že rezime, ne? No in jaz, ko sem bila Ahmeda, sem bila, what? In sem bila fascinirana, kako ga premikajo vse, pa ko sem šla globje v to. Nares lutko, ki je mrtvi terorist v teh časih, to moraš imeti taka jajca, da si to upiš. Ja, samo takrat, ko je naredil, mislim, da je bilo malo manj tega spajsa. Jaz mislim, da je že bilo. Čeprav takrat je takrat je bil verjetno 9/11. Tako je, jaz mislim, da je bilo to še po 9/11. Mislim, da je po 9/11 to naredil, ja. In sem videla posnetke, nekje sem najela na netu, ki je on imel lutko malo drugačno včasih. Ta Ahmed približa, ki je bil. Tudi brado je imel daljšo ali neke fore, ja. Tako ga ni naredil tazga, kakšen je zdaj, ne. Aha, je spremenil malo, in si z njim nastopil v Abu Dhabiju. Ne, na začetku je bil ful tako rasističen, terorist. Ja, vem, jaz se tega spomnim, ja. A ga je malo omehčal. Po kartunu. The best je bilo, ko so mu rekli, da nekje ne sme nastopati z njim. A ja? V Turčiji, v Siriji, nekje. In je bil, ne moram jaz ne nastopati z lutko, ki jo vsi pričakujejo. Rekli so, država je rekla, da ne smeš. Ne? Ja. Po je naredil, ampak on se ni dal. Dal je kapco Ahmedu na glavo, pa v nekega obliku. Se ti ne moreš, ti verjetno... Je bil Jacques de Mert, nekaj tako. Ti ne moreš vzeti, mislim, ne moreš preprečiti neke take stvari. Ne vem zakaj, to je tak, ko bi rekel, ne moreš ustaviti tega humorja, po mojem. Nikjer ga ne moreš. Nekaj, ki je vsi ne škodljiv. Ja. Zabavne stereotipe. On je zelo stereotipe ven meče. Je pa zdaj s temi stereotipi tako, ne? Zna biti kar v teh časih zdaj, tako bi rekel, da je kar spolzek teren. Ja, tu je zdaj ta nov svet, ki zdaj treba... To je prišlo tako, se mi zdi, ful z Amerike tudi, tako nam, ne? Da ni, sej tudi jaz sam pri sebi opazim, da bi se kaj bolj pohecal, kdaj pa se ne. Ja. Recimo, ne. Ampak zakaj se zdržiš? Jaz? Zato, ker se mi ne zdi prav. Zakaj? Ker ne bi rad koga ranil, ne? Ampak jaz se to kakšenkrat zdržim. Kakšenkrat pa ne. Ja, večinokrat ne. Ampak če jaz čutim, da prihaja samo iz heca, ja, povem, res ni nobene žlehtnobe za tem, ampak fakt, to je funny, kaj če rečeš in rečeš, je pač funny. Ja. Če nimaš nobenega namena za tem, po moje... Jaz se strinjam s tem. Je pa res, da je razlika, ali se to posname.
Sama veste, če ni kamer, pa če si kje privat, si dosti lahko in želehti in vse. Pa ni nujno, da si zelo nameren. Ampak pač opazaš stvari, da si ti pa, ne vem, možgani naši sestavljajo stvari tako, da ne. Meni je ful ljubo frendom razlagati, kako je bilo, ko sem nastopala za ene prezadete. A ne, to je tako ful zabavno, ampak sem na enih 2 nastopih to sicer povedala, ker sem čutila, da bo šlo skozi, ampak v osnovi se pa ne upam preveč, zato ker ta meja, da se snorčujem z njih, kar sploh ni namen, ampak je samo moja izkušnja, ki je bila posebna. Koni. Mislim, kje je zdaj to? Recimo, to je to, ja. Kje je zdaj? Mislim, kako ti načrtaš mejo? Kaj ti čutiš, da je kul ali kako? Jaz si že vedno pravim, da je v resnici meja moralna je od vsakega svoja, ne? Torej jaz ne bom razlagala o posilstvih, zato ker mi ne bom niti ful krutih for, niti ne vem kva, mi ni blizu. So pa eni komiki, ki to izvajajo, pa je smešno. Imaš kakšnega komika, ki si gledal, ko ima črn humor, pa ti je neprijetno. To se je že zgodilo kao. Delivery, full. Ja, ker tep nerodno, ko njemu ni. Oziroma, tako imaš feeling, fak on to resno misli. Meni se to zgodilo uni 10, ko so imeli odprte večere, sem fulkrat šel. In takrat sem bil včasih dobro, kaj. Prav kaj, ja. Ja. Tudi kakšne, recimo na Panču, kakšni tujci, ki pridejo, pa začnejo s kakšnimi stvarmi, ki so meni tako, too much. Ma veš kaj, če je dovolj smešno in če je okusno, je pa lahko. Gre vse. Ja. Samo naj bo res zabavno, me jajca, da naredi ful zabavno in da je okusno. Če ne tikaj. Tako nekako. Tako da je pa se pozna, da zdaj tako nekako imaš feeling, da je malo pritisk večji v zadnjih letih. Tako da jaz po feelingu delam, skozi po feelingu in se kdaj tudi nategnem. Vse. En primer je bil, pred leti sem nastopala v Zagrebu, ki je bil Panč še takrat tam. In sem si naredila tak set, ko veliko o Hrvatih govorim. In sem mislila, da to ful dobro šlo skozi. Pa je šel skozi tako bolj, Tako nekaj, pa nisem čisto zmedla za why. Pa čez par let sem jaz najdla ta set, pa sem ga pogledala, sem rekla, Marija, stari, izpadlo je, da jaz njih non-stop žalim. Tako prav, ampak jaz nisem čutila tako. Ni bilo tako mišljeno, ampak je tako izpadlo. Ampak kaj je sploh smešno? Mislim, tako. Vidva, ki ste stand-up komika tudi. Kaj je smešno? Vse je smešno. Ne vem, meni se zdi, da jaz, ko kakšno foro rečem, ne vem, zakaj je smešno. Včasih je smešno zato, ker nekaj izpelješ ven. Vse je od okolja, do reakcije, do deliverija, vse je smešno. Ampak dostikrat je smešno tudi zajebavanje en drugega. To mi dodelamo, dostikrat in je smešno. Ja. Pač smešno je... Kaj je smešno? Ful ne znam to povedati. Ful težko vprašanje. Moja najboljša fora zdaj na zadnje je... Jure je šel enkrat k eni punci, ne? Je šel na drugo stran Slovenije. Ne, in kako ga sprdati. Sem rekel, član, ti greš za eno punco na tako dolgo pot, da vmeš se boš mogel staviti in pretegniti noge. In to je bilo meni tako smešno. Pač rekli smo, mogel bo planirati, da bo mogel tankati, stari. Sendviči bo mogel vzeti na pot, kam gre v pičku materno, on za eno punco. In to je nekako meni smešno, ker je bilo res. Je pa smešno zato, ker polcu jaz nadaljujem. Ja, ampak štekaš, to naredilo je smešno, ker je bilo pač res. Pot je toliko dolga, da fucking pretegnici boš mogel noge, stari. Ne, smešno je zato, ker, zakaj je meni to smešno, recimo? Zato, ker se jaz in on poznamo, po mojem tudi, ampak zato, ker... Zakaj bi bilo to, zakaj je to smešno? Zato, ker je neka stvar, kaj je to smešno? To je smešno to, da je res, ampak to, da je res, ni nujno, da je smešno, da je res. Veš, boš mogel iti tankati benzin. Ja, ne, to je res. Ampak... da moraš pretegniti noge, zato ker je neka akcija, ki ni nujno potrebna, ampak se zgodi ob dolgih poteh. Pa ja, nekako dve stvari poveš v eno in bilo funny. Kaj pa je tebi smešno? Kukor kdaj. Vidim, da starejši sem, manj mi je smešno. Ja. Misliš, da je to zaradi izkušenj? Ker si toliko dala že vsega skozi in ne čuješ nič novega. Tudi. Pol je včasih zgodi, da ni smešno, recimo zato, ker dejstvo je, da sem jaz pretežno doma, ne hodim blazno ven in mlajši ljudje imate druge fore. Imate neki... In pol sem jaz čas tako prav, zgubljeno s prevodom, ne zastopam, kaj je tle smešno. Pride drug način humorja, ki se ti tako malo... Malo kultura in vse, ne? Tudi to pride razlika. Mislim, humor je sigurno povezan z neko kulturo, zgodovino. Ne, s čim? Daj, povejte vidva, no? Po moje s tem, kar veš. Moraš sigurno nekaj vedeti, da se lahko... Veš, naprimer... Ja, to je res. Veš, kaj je meni smešno? To, neko stvar, ki jo vsi vidimo,
To je, mislim, da najbolj pali. Neko stvar, ki jo vsi vidimo, jo komik obrne okoli pa pokaže z druge pozicije. Pa ste tako, res. Mogoče druga perspektiva. Jaz sem drugače rada zgodbe. Všeč so mi one-lineri, bi želela jih znati, pa jih zelo slabo znam. Se vidi, ko se vsedem, pa ful težko na ta način, ful imam raje daljše zgodbe. Ampak mi je všeč, ko nekdo ima neko zgodbo in potem ima vmes nekaj od vode, ki te presenetijo. Rada imam tudi malo črnega humorja, meni je všeč črni humor, ne za vsako ceno. To mi je smešno, da me preseneča. V resnici te mora presenečati. Presenečenja, šok. Karlin je rekel, da to je v resnici neka fora, ki dodaš distortion. Torej neko distortion bi bila kao neka mutacija. Nekaj tako, da je nekaj drugače. In tu tle se humor skriva. Ampak je vedno, veš, full for, ko tako vidiš, na koncu rečeš, ja. Ja, samo, veš kaj, tudi je zanimivo, jaz in ti smo toliko skupaj, da je nam dvem to smešno. Zato, ko smo mogoče neko experience imeli skupaj. Tudi. Veš? Tudi, ja. Ja. Mi se nostop s temi ženskami neki, da si šel ti tam, da si ti copatar, da si ti tak, da se, veš, in zato nam je smešno to, recimo, ne? Sem rekel, naj se čuva mucet copaterice, ki je taka copata, ga bo ukradla po noči. Tu med družbo, pa frendi, pa sploh. Ja, mislim, da interne fore tudi. Ja, sediš, pa depresiraš, pa imaš teme težke. Lahko pa nekaj reče, pa nekaj drugega in meni je to najljubše. Tu se mi že dolgo ni zgodilo, da bi sedel in da je tako en reče nekaj, pa drug doda in pa se začne se vrteti neko kolo, ki pa je že smešno vse in tu meni ful sprošča, pa tudi kreativno me spodbuja. Ja. Kar ti nekaj užge. Ja. Čim zateče, samo pokaš, stari. Ful dobro. Miš pa že dolgo ni bilo. Mogoče mi tu manjka druženje. Kakor, ja. Bi rekel, da imaš to, ki si nastop med komiki in tako nastop? Nisem tako zelo. Res ne? Ne, jaz zelo veliko nastopam sama. V zadnjem cajtu resnic, pa vem, če otroške predstave imam s kolegom, ki je tak drugo, ki se tudi že dolgo poznava, počasi je zabavno, počasi je pa čistko. Pač sodelavci. Tako da ko srečam komike, sem ful vesela. Je bilo obdobje, jaz sem prišla iz te fate sama v stand-up. Jaz sem potem tudi sama nastopala. In to je bilo vedno sama. In nisem bila klasična, se skupina zbere, pa ta stari tu pa imajo nekaj, ne vem, so bili, kaj so že bili, Perica, pa Pižama, pa to so bili skečuholiki, kva so že bili. Ja. Pa sta bila pol dva Ranko, pa Miki sta bila BMB show. Prvič, da so neke ekipe, ko so tako nakonekteni. Jaz sem bila vedno bolj sama. In sem šele v zadnjih, malo pred korono ugotovila, stara ne biti samo tako sama, ker je tako samotno je. Ker se zgodi ravno to, kar se med frendi dogaja. Recimo, jaz se, če imam eno foro, razvijam, pa rečem tu, pa reči, daj, na koncu reči pa tu, ki ti reče friend, so komik, karkoli, in ti nadgradi foro. Usput, nisi trudil, nisi nič delal in tu ti manjka. Tega nimaš, teh mašil, teh pomočini. To je hudo. Jaz imam šarovt Jan David, poznaš? Koga? Jan David, Klemek. Ja. No, on je tam moj tip, ko kaj pišem, rabim foro, situacija ta da mi eno foro in mi da foro. On kaj rabi, pokliče mene in se prav spomnim, to sem že zdaj ponosen. Jaz pač tako, ne bom rekel vsak dan, na dnevni bazi vadim neke forice, pišem, da pač to komedijo, Priden. Tako vsaj pol urce si pravim vzeti, da kaj spišem, ne vsak dan, ampak Bravo. Med enim random pisanjem sem dobil eno full dobro foro o gasilcih. In sem slučajno imel beležki in on, ki mi je naredil eno uslugo, sem rekel, hvala, imam eno foro zate, nucaj, če češ. In še zdaj je to njegov opener za ene sete. The best. Tako to sem full ponosen, šarovt Jan David. Ful dobro. To mi je manjkalo, tako da sem začela, recimo eno stvar sem začela pred korono početi, pa poleg korona prinesla svoje, da smo pol vsi začeli to delati, recimo na rojstnih dnevih nastopati. Kaj enkrat priješ, da ene faze ne greš več ljudem domov, ki ti to ne da več. Jaz sem pa gotovila, ne, jaz glih to rabim, ker ljudje ne vejo, da delam stvari z ljudkami, da delam ventriloquizem, je fajn, da jim to predstavim in najboljše v live, v živo, na licu mesta. Tako da jaz v resnici ful rad na rojstne dneve hodim. Če ima kdo rojstni dan? Evo, pridem, prinesem kokota, nekaj naštudiram od človeku, ne vsega, in potem probam speljati čim bolje in potem kokota vklopim in to navadno, moram reči, do 20% ful dobro funkcionira. Pa se pa zgodi nekaj nepredvidenega in takrat je pa pol tisti moment, ki pol pa jaz lahko dober trening je. To je ena stvar, ki sem začela, druga pa sem gotavljala, recimo imamo nastop v Kopru,
Meni bo to logično. Kdaj moram iti z Ljubljane? Sedem se v avto, pridem pravi čas. Pridem sem, fucking 4 Ljubljančani tukaj. Zakaj se mi ne slišimo, pa ne skupaj se ne vozbo? In zdaj to prakticiramo. Da dejansko on, ko povabi, odpre stran, reče, vi nastopate, koliko se boste kaj izvrstili, ker sem jaz prišla recimo hvama, prej se neka, fanti, jaz bom šla ful zgodaj, če komu prav pride, z veseljem. In se je javil, jaz bi prišel. In sva šla skup in sva klepetala in je bilo že spet tako kreativno, spodbujevalno je, če se malo podružimo. Človeška potreba je druženje, to je fakt. Jaz sicer sem poseben človek. Ja. Jaz sem tako na nek način malo introvertirana, čeprav sem ful ekstravertirana, pa ful moram rada biti sama. Ja, pa še uni čas zase. Ampak res prav. Ja, ti si lahko držiš sama svojega prijatelja. Ja, se jih imaš. To, Lucija, ko si, ima ničevo dobro, pa ti ima ja. Pogleda sosed, okej. Pa še mi bi čisto v tišini sama. Ja. Tudi nimam televizije prižgane, nimam radija, tako ampak prav. Spomnim sem en volk, ki ima svoje krdelo, ko ga ima rad, ampak gre samotar, tudi kam odide, pa prije nazaj. Ja. Ampak ja, druženje je pomembno. Veš, kaj mene zanima? Glede na to, da si ti začela kariero kot, ne vem, če to je dobro, mogoče sem začela kariero, mislim, zelo si uspela s tistim likom Fate. Res je. Mene zanima, jaz nisem nikoli ful dobro razumel, recimo, zakaj je bil včasih tako humor drugačen, se mi zdi. Da včasih je bilo ful na liku poudarka, se mi zdi, da je nek smešen lik, ampak fore ni imel, recimo, Fata kot taka, ne, je bilo samo nek smešen lik. Kako ti to gledaš, mislim? Jaz mislim, da je to pri nas bilo tako. Je bilo nekaj. Ja, ker mi nimamo zgodovine stand-up. Zakaj, ne vem. Sicer je nek, ta Vinko Šimek, ne, ki je imel Jaka Šrauf in Cigar, če ste videli tam, ne? En lik je bil še v Jugi, ki je bil ful popularen, ki je on sam sebi material pisal. Ampak je bil lik nekega mehanika, nekega monterja, ki je prišel in je bil tudi oblečen. Imel kakšno to haljo ali pa kombinezon in je on šopal. Kaj en delavc, ki govori o svojih šefih, o državi, o predsedniku, pa tako. To, kar je imela tudi Fata, da je ta zdrava kmečka pameta, ne? Ki zna biti ful zabavno. Tega smo imeli, pa Tof je pisal svoje fore, pa tako. Ampak da bi pa tudi tipičen stand-up, da je nekdo prišel, pa sem govoril, tega pa ni bilo pri nas. Ker je bilo, ali so bili liki, ali so bili pa vici. Vic moharjev smo imeli, temu se je rekel vic mohar včasih. Še zdaj imaš par teh. Kondi Pižoren, tak je igral glih pri nas, pri TV Dobrodan je igral Podrepnika. Pa pol Peška je en, ki je na radio delal v Kranju, ali ki je že. 500,000 vicov zna na pamet. To je fascinantno. Ampak nisi jih on napisal. Sem zapomnil si jih je. In jih zna servirati v pravem momentu na temo, kjer očeš. Tega smo imeli več v Sloveniji. Te vice. In ko smo začeli stand-up komiki začenjali, je zelo pogosto bilo kao, dej povej, kakšen vic, no. Ker to ni vic, kar ti razlagaš. Ne? To je druga forma. Druga forma je tudi, se mi zdi, drugi nivo. Biti kot komik ful zabaven in bolj težko kot povedati vic, ne? Ja, ker je tudi doskrat je neka težja tema za tam, ne? Kaj ni to isto? Vic, fora? Jaz mislim pa, da ne. Verjetno je neka presečnica, ampak ni nujno. Veš kaj, mislim, da fora se izpelje lahko tudi on the spot, vic je pa fiksen. Tako, ja. Tako bi jaz rekel, ne? Ok, mislim, mi je zanimivo, jaz sem vedno študiral fora, vic to isto. Ni čist. Ti klasični vici, no, če drugega ne, so vic mohari iskali vice. Jaz kot Fata sem bila bolj vic mohar, ker sem iskala vice po internetu, ker sem se tako naučila od Kondija. To je bilo meni vedno zanimivo, zakaj je tako narejeno. Veš, ful je bilo, lik mora biti neka fora mora biti, ne, namesto da je bila samo zabavna. Tako, veš, se mi zdi, da isto je bil ta naša mala klinika, ne me hejta zaradi naše male klinike, ampak tudi tam je bila ta ista fora, da so delali bolj kot neumnega ali pa ful nek ekstrem v naši mali kliniki, ne? Aha, ja. Da je bila ista fora, ne? Da so naredili nekega človeka kao ful nek čuden, ko bi rekel, je lik, ampak ful ekstremen lik. Ja, to je ta fora, to nisem nikoli razumel, zakaj se dela pri nas tako serije in recimo smešne serije, ne? Ja, ful pretirano, ampak fore niso bile nikoli meni dobre. Zdaj, to je bilo mi zanimivo. Običnim ljudem bomo rekli, pa so bile, ne? Ja, sej to, ja. TV Dobrodan se je lansko leto spet ponavljal po televiziji. To leto bo
25 let bo oktobra, kar se je to začelo vrteti na televiziji. Wow. Ful nostalgično je tudi TV Dober dan. Ne? Ko so ljudje gledali na televiziji, spet so ratali fani. Tako prav, fore so mi govorili, pa jak si tam to rekla, ne vem pojma, stare 25 let nazaj, ne spomnim se. Tako da nekaj je bilo tazga, da je tem preprostim ljudem bilo všeč, pa tako. Se meni je bilo tudi vedno ful všeč, samo pol, ko sem počel kakšne tuje, je bila še neka fora notri, ki je bila smešna. To mi je bilo meni pol ful tako. Veš, kako je to pri nas funkcioniralo, recimo pri nas, prav pri TV Dober dan. Tam so bili 4 fantje, ki so napisali scenarije, pa smo pa mi to dobili, pa smo pa malo spremenili kakšno še stvar, tako sebi na usta, spravim, da ti je bil bolj, pa mogoče še v živo kaj fajn ga ratalo, ampak to je bilo to. Ja. Recimo, če vzameš Frence, ne? Prijatelje serijo. Tam je 12 scenaristov, ki so napisali scenarije, so vam dali igralcem, vi ste se to naučili, ste izvedli na vaji, je on tam sproščen, zimproviziral, scenarist je že pisal, naslednji popravljen scenarij, rewriting, dokler ni bilo spucano do konca, potem šel pa snemati pred živim občinstvom po možnosti. Pri nas ni ne denarja, ne časa, ne dovolj, enostavno ni dovolj kadra, da bi to šel. Zaenkrat, mogoče bo. Ampak se mi zdi, da vedno bolj zabavne so te serije, tako vedno bolj na nivoju. Ampak ne naše. Ne? Ampak ne naše. Se zdi, da ne? Kaj je bilo na zadnje slovenskega zabavnega? Zdaj, jaz sem eno insidersko dobila, da se snema nekaj novega slovenskega in da so celo ekipo naredili scenaristov, ki je delala nekaj časa skup in razvijala pa to, kar bi bilo super. Tako da... Kaj na Pop TV-ju? Ne vem točno, kje. Recimo meni... To se že dela? Si kaj dobila? Kakšno informacijo? Nekaj sem slišala, da se že dela, ampak mogoče je napačna. Nekaj jaz sem bil del te ekipe. A res? Ja, in moram reči, to je next level shit. To je smešno za popizdit. To, kar smo mi pisali, to je smešno za popizdit. Zdaj jaz ne vem, kaj je s tem projektom, ampak to je smešno. To bo smešno, to bo res smešno. Super. Ker tu pa je sistem, da se stvari spremenijo, da se zboljšajo, da na ta način začneš delati. Ekipo piše, se puca, ono, tretje se posname. Ker recimo pri nas v času TV Dober dan se je zgodilo meni to, da sem jaz dobila scenarij od TV Dober dan v roke, pa dobila sem scenarij od ene serije, ko se že imenovalo neka hiša na koncu ulice. Hiša na desni, prva hiša na levi, neka taka serija. Valjda meni se ne spomnim, ker je tudi, kakorkoli, ko sem izbrala on scenarij, je bil tako zabaven. In ko sem brala našega, je bilo to tako... Zakaj se pri nas to zgubi? Zakaj se to zgubi? Ne vem, ampak smo mi začeli snemati, smo mi nekaj dodali temu, da je bilo ful pristno, ono, ko so pa posneli, je pa zginila ona zabavnost. Kako to? To je language barrier. Ma ne, veš kaj, ful se pozna komična žilica. To je ful, čakaj, jaz samo dam na potiho pis, da sem mislil, da enkrat se ne bo slišalo, drugič, tretjič pis, da mi zvoni to nosto. Disrespectful. To so pa ti profesionalci. Ja. Ne, fora je to komična žilica, se pozna. Pač ti, če se navadimo scenaristu, ne vem, če cel live piše dramo, pač ne mora napisati nič smešnega. Pa sorry, ne bo. Če pa ti pač daš enemu tako malo zabavnemu, stari neki zabavnega bo dal skupaj. Dobro, ne dobro, vsaj zabavno bo bilo, veš. To se ful pozna. Ja, ne vem. V glavnem jaz mislim, da se stvari spreminjajo, zato ker se je občinstvo zdaj že počasno navadilo. Stand-upa se je navadilo tega, da nekdo pride pa govori pa svoje pozicije, različnih vrst stand-upa imamo če dale več. Od tega, da je zdaj muske veliko, kitarce imajo, kar nekih je, jaz imam lutke, ne vem, imamo črni humor, imamo impro tega je tudi veliko. Impro je še kar bil. Tu smo še kar imeli, še kar zgodaj. In se tudi pozna na vseh drugih zadevah. Se mi zdi, v vsakodnevnem življenju samo improvizacija, ko se zabavaš s prijatelji. Kaj ni? To je improvizacija, ali? Ja. Kind of je, ne? Ti ponavadi ne imaš fore pripravljene, pač ti improviziraš, ne? Ja, mi smo improvizatorji. Kaj delaš ti to, kdaj? Sem bil, en dan sem bil z eno kolegico od zunaj in tako sem na njej treniral. Njo sem sprdal in ker mi je govorila, se mi je metal fore naprej in tako. In po eni strani je ker pač ne vem, to mi je meni normalno, ampak po eni strani sem se vedel, čakaj, da jaz nekaj tle zdaj provam. In sem probaval z njo. Je bilo obdobje, ko sem imela to foro, da sem nekaj, pa sem pa kar začela servirati fore. Tako sem gledal, podpalo, ajde, dej malo. Pa ni slabo, ampak po drugi strani pa, kje sem svoje prve fore, sem jaz nehote strenirala na frendih. Ja, itak, ja. Sem jaz stare, kaj se mi je zgodilo. In sem zlagala in pok sem odpadla, so oni umirali od smeha. Tako sem jaz gotovila preko, kje sem gledala oziroma poslušala CD-je, bomo rekli temu. Prvi je bil
Eddie Murphy. Vozili smo se za neko gostovanje, nekam tujino in je friend rekel, lej, sem kupil v Ameriki tole in nam je dal CD in je on govoril, in to je CD, ki se imenuje, meni se zdi Comedian, medtem ka video verzija, ki ni čisto ista, ampak je praktično ista, se imenuje pa nekako drugače. Ni važno, iz leta 82. To smo mi poslušali 10-15 let kasneje. Meni bo to tako smešno. Bolj si poslušal, bolj smešno in če sem kaj ugotovila je, stari, jaz tako razlagam zgodbe mojim frendom. Na ta način, ko on tle razlaga svojo zgodbo. O eni teti, ki pada po stopnicah, to je tako ful zabavno. In sem rekel, čak malo, jaz bi rekel stand-up delala. In tisto leto me kliče Škvorc iz Maribora, mi bomo pa na Lentu prvič imel stand-up oder. Kješ, a bi ti nastopala bede neki, ne? Pa se ko ajde. In pa sem v zgodbe, ki sem jih frendom razlagala, zložila skup in sem izvedla en perfekt nastop. In se kaj, jaz sem carica, pa je pa prva ponovitev. To tudi verjetno, kaj deluje, kaj ne. Ker vseeno, prvič ti rata, drugič pa pride znanje, pa imaš pa drugo občinstvo, pa drugače plasiraš, pa lahko se razgreti, pa niso pa prije pa izkušnje s časoma. Lej, ne greš na velik oder pred veliko publiko, stestirati neki stestirane. Joj, to je bilo meni mislim, jaz sem njega ful rad in ga podpiram vedno. Ampak? In sem šel z njim na Slovenija ima talent. In on je imel nek nastop in to je bilo meni boleče. Ker on je meni rekel, veš kaj je on meni rekel? On je rekel, kao, to bo tako dobro, kao. No, jaz sem prijem 50-50. in ko smo se Ali dela ful dobro, ni to 50, to ni 50-50. To je 50-50. To je, on reče neki stvari 50-50, ki je nestestirana, niti eno publiki ni bila. Meni vsi nastop en večer prej, še uni audio file in pač, meni je bilo, jaz sem čutil awkwardness. Ni bilo, je bila ona druga 50. Ima srečo, da ga niso dali na televizijo. Samo to vam rekel. Samo to vam rekel. Plus dobil sem Jurija na koncu dneva. Ej, tega Jurija, raje imam Jurija, nimam Jurija kot to. Malej, mislim, da se za Jurija to shame tvoj prodajaš tle. Respektam pri njemu, ker proba, jebi ga. Tu pa treba probati in treba doživeti, ker ni to sam... Mislim, ampak ne predvsem Slovenija, včasih lahko probaš na majhnem odru v KMŠ-ju. CMK-ju. Da. Vseeno, ja. No, na majhnem odru. Dejstvo, da se zgodijo tu take stvari. Lahko bi probal vse pred kolegi prvo, da bi te rekli, ustreli se. Jaz sem prebrala enkrat en članek, v kateri je v Ameriki se je dogajalo, je en kritik, ki je stand-up, prav bil kritik za stand-up, je gledal nastop enih 4-5 komikov in je rekel, vsi so bili ful smešni, razen enega. Eden je pa stari se matral in tako sem mislil, ja, ta pa boljš, da neha delati. Res grozen, tu pa ne bo šlo. Pol je pa čez nekaj let gledal isti nastop istega komika z istim materialom. Je pa umrl od smeha. In to je bil, mislim, da Chris Rock. Ker je imel on material napisan in je bil dober material, ampak je slab delivery je imel. Slabo ga je podajal. Ali bil živčen, ali bil svež, ali ga je neki ven metalu. In je v resnici na isto foro je ta isti kritik rekel, aha, poglej, ni pomembno. V resnici skoraj da ni pomembno, kakšen je material, čeprav verjamem, da je fajn, ampak je pomembno, kako ti to podajaš. Ker nekaj, kar bi ti povedal, pa bi jaz probala povedati, ne bilo smešno in obratno. Se zgodi. Ja, samo ni bil samo stand-up, to, kar si naredil, pač ne. Zgodbo je imel, neko zgodbo. Ne, nema veze. Nema veze, res. Nema veze. I got you. Nema veze. Jaz sem ko smo se vozili, ne sem bilo, zakaj si mi to naredil? Tako si se ti počutil? Ja, ne, sem mu rekel, zakaj si mi to naredil? In on bi nema, se bom propozoril, da ne pride na televizijo. Bolelo je samo to, ker mislim, da v vsaki stvari, ki delaš, največjo zahvalo, ki jo lahko daš kolegom, ki te podpirajo, je to, da ti uspe. Ja. In pač samo to je bolj bolelo, da sem ga vzel v sabo in da je tako... Nisem deliveral. Ne zase, za pač člani, ki te podpirajo. Ja. To bolj... Jaz sem mu zamiru. On je bil legit jezen. Jaz sem mu rekel, Matej, kaj boš delal? Povej mi, prosim. Vsak dobro, le, jebi ga, Matej. Kdaj je to bilo? Nema veze. Lani. Ni bilo. Se nima veze, se res nima veze. Pač. In tudi, če si naredil bruko, kaj, si jo delamo vsak teden. Ja. Ja. Lucija, mi imamo tle našo člani škatle vprašanj. Ja. To smo pozabili zdaj že zadnjih 10 epizod komu dati, da nekaj izvleče ven. Tako da bomo dali zdaj tebi po dolgem času, da zvleče eno vprašanje ven.
Če boš dobila slabo vprašanje, je kriv Jure, če boš dobro, sem jaz. Čakaj. Če ne boš razumela vprašanje, je kriv Matej. Ajmo. Ker je napisal. Pa poglejmo. Ajde. Ile mi jakd... narobe je. Evo, što je bilo smešno, ki ni bilo po nesreči. Tako. 18. Ja, nimam pojma. Opišite najbolj nenavadno sanje. Nekaj res to piše. Ne pismeni. Opišite najbolj nenavadno sanje. Če bi jaz spontano prebrala, bi bilo, opišite najbolj nenavadno sanje, ki ste jo kdaj imeli. V glavnem, nenavadne sanje, ki ste jo kdaj imeli. Vse je narobe. On je upravljal ChatGPT 3.0. ChatGPT, nekaj še narobe. Zakaj pa njim? Mislim, njemu, zakaj pa ne? Ja, zato, ker smo mogli dati eno vprašanje ven in potem je Matej dal nova. Mi smo imeli ful dobro vprašanje, potem je Jure rekel, da je nam ena malo bolj normalna in zdaj imamo ta pač. Ja. Glavno, tu je ta začetniška verzija še ChatGPT-ja, ki je slovnično. Jo imeli. Sanje, ki sem jo imela. Najbolj nenavadne. Zdaj se spomnim enih najlepših, ki so bile res the best. To je resnično zdaj. Če si mislila, to zdaj je resničnost, si na najboljšem podcastu, če si to sanjala. To, ja. Je že on povedal, kaj sem hotela povedati. Sanje se uresničijo. Tako. Čisto resno, sanjala sem, da je bil tak sončen dan, kot zdaj. In bilo je pozno poletje, ki je trava že rumena. In jaz sem se šetala nekje ob železnici, bila je tam parkiran en vagon, ki je bil očitno nefunkcionalen, ampak je bil tam tako, kot pač imajo, ne vem, odre, ko en oder je bil. In tam je neka mladina nekaj pripravljala. In jaz tam sem, v enem momentu mislim, da se usedem na ta oder in gledam okol in zaznam, da se ta mladina med sabo pogovarja, zdaj bo prišla. Nekaj ona, neki. V enem momentu zagledamo daleč, res se bliža nekdo in se izkaže, da je neko dekle, piči z biciklom ful. Taka hecna frizura, hecno oblečena in taka ful pozitivka. In se bliža. Jaz gledam, zdaj pa ta ona prihaja, kdo pa je to, ker so tu govorili, ne, in pride bliže in sem jaz. In sem tam. 13 let stara jaz. Nauč. Hecno zgledam, ampak pozitivno, sama mladost, veselje. In gledam in sem fascinirana, ko vidim sama sebe. In potem ona pride do mene in jaz rečem, imam potrebo, da ji povem, da bo vse v redu v življenju. Stara, the best si, ker vsak je dal to skozi, da nisi bil zadovoljen s sabo, pa puberteta, pa ono, pa tretje, pa okolice, pa drugi ljudje, pa nič ni funkcioniral v momentu življenja. Stara, vse bo v redu, ti si the best. In ona reče, hvala. In me gleda in tako čutim, lahko zdaj grem? Ja, seveda. In šiba dalje delati karkoli pripravljeno, neko predstavo. In potem sem se zbudila. In to so bile ene najlepših sanj. Ko sem sama mlajši sebi rekla, vse bo v redu. Vse bo v redu, ti sem piči. The best si taka, kot si. To je vibe. Ja. Kaj bi pa rekla, kakšen nasvet bi dala nekemu mlademu človeku zdaj? Da je fajn, da je v koraku s časom in tehnologijo, ne odloži mobitel, pa ne gre v naravo. Ne gre v naravo, ne zaznava svet brez slušalk. Da nisem tu realnost, kar se sliši in vidi na teh ploščatih zadevah. To bi najbolj. Ker ne bom rekla, da vem, da imam stik s tem, ampak mi razlagajo vse sorte, ki jemljajo ljudi v službo, da so to ljudje, ki so talentirani, ki mu postaviš neko škatlico tle in bo naredil Boga in dva, zmontiral, sprogramiral, tu vi vse obvladate, tu vse, ampak potem pa je treba iti v trgovino nekaj ali pa nekaj zdaj imam pa čisto skregano z zdravo logiko življenja. Tu se mi zdi pa majhen manjka. Tu bi. Torej malo več zdrave pameti. Mogoče, ja. Malo več fate. Lahko tudi, če to pomaga, lahko. Glavnem, čim več to. Vsega, ne pozabiti na naravo. Mislim, da je več, da življenje ni samo zaslovno, ampak se odvija non-stop okoli. Tako je. To. Drugače pa sam pičite. Lej, tudi zmotiti se treba v življenju.
Moraš se zmotiti, da veš, kaj je narobe. Ja? Ja. Lej, je bi ga, Matej. Tako je bilo. Zajel in slobo Jurija, mislim. Lep zajeb, no. Vsaka stvar za nekaj dobra. Je rekla že moja stara mama. Tako. Vsi smo naredili napake, če ne en bi, ker smo. Tako je. Eni pa jih še vedno delamo. Tako. Tudi vedno jih treba. Treba obdržati otroka vseb. Tu treba mehno otroči biti ves cajt. To ne pomeni, da nisi resen, to ne pomeni, da nisi točen, to ne pomeni, da narediš kar treba in poskrbiš za lastno zdravje in če imaš, ne vem, otroke, bog ne daj, da poskrbiš, da je to preskrbljeno, ampak da si mečken otroči, to je the best. Na zdrav način. Amen. Moram jaz dati en velik shoutout. Prejšnji vikend imela naša Masaja nastop. V Ljubljani ti veš do Masaja? Vem. Opa. Slučajno. Vidiš, v koraku s časom. Pred kratkim sem videla, da obstaja Masaja in sem slišala en komad, pa tudi vse, kar vem. No, je imela koncert, napolnila Cvetko, bilo je ful dobro in tam sem spoznal jaz Tomaža od Sester. Glavni pevec. Ja, poznaš? Poznam, njega pa prav osebno poznam. Bila si na predstavitvi knjige. Kako veš? Sem te videl na televiziji, jaz sem bil tudi in mi je čudno, da se nismo videli. Ja. Ja, bila sem, ja. Dobila sem vabilo, verjetno je bilo sicer randomly za vse, ampak to pa grem podprt. Tako da knjige še nisem prebrala, ampak bom, ker sem spremljala, ki je bil na poti. No, bilo je ful hecno, zato ker jaz sem ga že na začetku koncerta naočil. Sem rekel, to je uni sester, stari, to je ful jako madič, ne. Dej moramo reči koša kome, ne, ampak pol kar nekam izginil. Sem rekel, enkrat drugič. In konča koncert, mi hodimo ven, evo njega na izhodu, zdaj sem rekel, zdaj moram dati roko, ne. Grem jaz zaradi njega samo, čau, Matej, ne smo pridati roko, sestre in to, samo ljubezen, Bolanko Madič, on, ne mi fukati, sem tudi hotel priti do tebe. Sem rekel, what? Ja, spremljam, kar ti delaš in spremljam člane. Tako da, ja, ful dobro, ful si zabavni sem bil. Ne, fukati, stari, in mi tako, koša kome, kaj ti. Zmenjali kontakte in je rekel, dej, uleti na predstavitev knjige. Sem letel na predstavitev knjige in sem rekel, dej, uleti na člane. Je rekel, dej, se mu zmenili. Tako da en dan uleti na člane. Super, seveda, zabaven in zgovoren in veliko ve in uglih prav utrgan, the best, ne si čez videl. Ja, štrgan tip. Je res, full the best. Tako da vi boste tudi kmalu videli, ko bo štrgan, zdaj pa gremo, Jure, kam? Zdaj gremo na, kaj moj glas rekel? Moj glas je rekel ne. Zdaj pa gremo na Matejo najljubši del in to so vprašanja. Torej, pred začetkom snemanja, kot si videli, smo posneli vprašanja in upajmo in predvidevam, da nas je nekaj vprašal, ne? Da vidimo. A ne, zgleda, da ni delalo, veš. Sem s hrano, ni nastal boks. Voljda nisi dal, ko si retardiran, ko zglup. Sem s hrano story in ne moreš stisniti gor, je stavila samo okvirček je ostal. Se opravičujemo. Torej, Jure najprej dal story na njegov Instagram in pol je to shranil. Se ti si mi rekel shrani. Ja, ampak jaz sem rekel, da bom repostal. Ko ti daš linke in ta vprašanja, to se ne shrani. In pol je samo to dal na člane, da sploh nisi mogel stisniti in kaj vprašati. Čakaj, mogoče kdo je napisal requeste, čakaj. Ja, nič, to je to, hvala, ker si blažna. Imaš ti kakšno vprašanje za nas? Ne. Zakaj sta, ne predolga zgodba, ampak zakaj sta začela sploh s tem podcastom? Jaz imel podcast, sem rekel, jaz tudi tata. Ja. Ok, lepo. No, preden zaključimo, bi rad dal še en velik shout-out najboljšemu barberju na obali in to je Barberian in Barberian Squad, pol še najboljšemu burgerju in steakhouse v Sloveniji, El Toro Steakhouse, kjer imamo tudi naš člani burger in še masaže Anja, ki so zmasirale Mateja. Včeraj sem bil na masaži, mati moja, te je primla v roke. Anja te porihta. Ja, lahko ti imamo kontaktu, da je ne dobro, da te prime v roke. Ja, z veseljem. No, hvala, ker ste bili z nami, mi vas počasi zapuščamo in dejte en like in en share in en subscribe, ampak sem videl, da vas ful vas ni subscribe-anih, tako da dejte en subscribe na naš kanal, da nadaljujemo s temi top vsebinami. Čau. Hvala, če si bil z nami. Z veseljem, ajde, čau, člani.